ja. Daj si sam cel Mike, kar cel štender si, da je malo bližje. Zdaj pa grizeš. Vsi skupaj se že 500 let poznamo. Kako je zdaj številkam pa to? 100%. Ogromno preveč. Tako da, v glavnem, no, to sem hotel reči, besedo izboriti, si dejte, če bo treba, ampak po mojem bomo, glede na to, da imamo ta koncept krožnega gospodarstva, oziroma kako se temu reče, panel po angleški, bo itak vsak malo govoril, ampak ja, no, če pa ne, pa... Boš pa prevzel vlogo moderatorja. A bom? Ja, ne vem, ali bomo pa tako, ali bomo pa eden bo evolviral v moderatorja. Prav. Če ne se bo pol magično zgodilo na montažni mizi. Ja, bo montažer zrihtal, Ja. A to že snemamo? Ja, zdaj že snemamo, ja. Ujebenti. Nič, a gremo mi kar v avizo. Zdravo, štoparke in štopari. To je podcast o eni najznamenitejših in čisto gotovo najuspešnejših knjig, kar jih je kdajkoli prišlo iz velikih založniških hiš malega voza. Bolj priljubljena kot življenje se prične pri 555, bolj iskana kot osebni pogled na teorijo o velikem poku izpod perese, 3 prse vlačuge z erotiko na 6. Gre za knjigo, ki je nepogrešljiva spremljevalka vseh, ki bi si radi ogledali čudesa vesolja. Za manj kot $30 $30 na dan in na platnicah nosi z velikimi prijaznimi črkami natisnjen napis samo brez panike. Ampak to še ni vse. Tokrat nismo z vami samo mi trije, Aljo, Peli in Zi, kot ste bili navajeni v več kot 150 epizod. Ja, in kakor ste najbrž že slišali, Ja. ampak so z nami ne en, ampak 2 gosta. In to sta Miha Šalehar, se upravičujem. Bravo, Šalehar. A vidiš, Glej, ki si rekel, da vidiš, ste evo, profesionalca. No, 30 let se poznava z Ja, Zijem. ne verjamem, da se res poznate. Miha Šalehar in Slavko Jerič. Pozdravljen. To, kada Peli ta, da se moramo menjati. Mislim, da je drug to povedal. Malo A ja, presenetilo. danes je bilo malo drugače. Ja, saj Zijo je to. malo naroden. Malo sem za Švico. Ne. Ponovadi pili predstav goste, a ne? Ja. Ja, jecam se. Zdaj Že čisto kofu. Meni je že hrček v glavu začel laufati, mi zdaj je res tako. Se meni tudi, ali si ga videl? Ja. Živijo Miha, živijo Živijo. Slavko, kako sta? Čudovito. Super. Super. Ne, res dober. To je Skoraj sem zamudil, oziroma kako se reče, prepozabil. Ne, v bistvu se je čisto dobro išlo. A ste natančno prešteli 150, ko je bilo rečeno? Mal, ja, v bistvu. Mislim, kako je že tisto nulto, pa tako naprej. Pa. Ja. Zdaj se nam zdi, da vam bo Slavko popravil te uradne Ja, rezultate. prav. Tak občutek imam. Ne. Ne vem, mislim, 105, nulta, samo nulta itak ne štejemo, ker smo šteli, prva je bila prva. Edin tist, ki smo switchnili z LDGD, bi lahko se sprašvali, če je to res 150, mislim, če je to del kanona ali ne. Tako da, druga pa se mi zdi, da ja, čak. Mislim, če sam dosti suvereno mora prebiti, ja, valjda, 150 je. A imaš kakšne številke? Ne, jaz sem se spomnil, da Miho, Čak, stop, ne zdaj govorim. Kaj si se spomnil, Slavko? bom počakal 6 sekund, ker... Aha. A ga nisi odpustil? Pa on ga scenarista tudi, a ne? Tudi. Ja. Pa krinajo nazaj. To so, ker so tako dobri delovni pogoji. Ne, ker je res taka zanimiva igra številske usode, ker res Miho res redko vidim, sploh zadnje čase. In Miha, ti, a veš, v kateri številki si bil gost moje oddaje, številke? Pojmo, jaz sem zaveš, da sem grozljiv. Te so oba tukaj zelo slaba, ja. Čakaj, jaz sem bil jaz sem bleknil v 500.
A si jih že naredil 500? Ne, ampak hvala. Ampak bliz. V 50 si bil gost. 50, A, veš, da je bilo ja, nekaj. Nula, 50 si Nula bil gor gost. dol. Pa povabljen si bil 150, A sem bil tam? pa si zbolel. Ker sem te prosil, če lahko narediš nek opis za Petra Grajnera, če se spomniš. Jezus, Se spomniš? spomnim. Ja. No, zato sem zbolel. To se ne sliši, ker ravno najlepše, ampak ja. Nekaj se, pa še to, Ne, še, Petro imam rad. ja, se ona ima tebe zelo Po rada. svoje. Ona te ima zelo rada, neč po svoje. Se imam tudi po svoje zelo rad. Po svoje se imata ful rada. Ja, to je lepo. To je lepo. Ne, res je. Ja, ne, ti še hotel nekaj reči. Ne. Ker sem videl, da je ostalo na koncu jezika. Ja, nič, pa pojmo na epizodo. Tokrat bomo stvari zapeljali malo drugače, ker je to prvič, da imamo, kot se temu po angleški reče, panel, drage poslušalce in poslušalci in draga gosta v lepi v slovenščini, bear with us. To delamo prvič, tako da bo, kar bo. Rekli smo, da bi šli čez vse 4 knjige in se pogovarjali o najlikih, najstvareh. Zdaj sem pa pozabil, v katerih vseh stvareh, ampak glede na to, da bomo šli kar citatih. No, ne 6 kategorij imamo, meni se zdi. Slavka si ves scenarij sprintu. Ne, jih je pa 8 drugače. A veš, da to bomo slavkati, da ve o teh številkah. Tako da bomo šli kar. Jaz sem se tako odločil, da bo začel eden od gostov, ampak še ne vem kdo, tako da bomo kar žrebali. Kdo bo imel številko, pa kdo bo imel orla. Ja, Slavko bomo številke. Recimo. Se v bistvu, Kakšno vprašanje. kakšno Če sem vprašanje. za številko zagrebu. A je številka? Številka. Da, številka je. Tako da, Slavko, ti začneš prvi, gremo tako, ko se polenta meša, pol drugi krog je Aljo prvi in potem tako naprej. Okay. Sploh ni zakompliciran. Kaj je to polenta? Od leve to proti polenta? desni. Tako da, Slavko. Ti že narejeno kupaš v Eurospinu, a ne? Že kuhana, sam narežeš, pa popečeš. Vala. Ja, saj. Ne, res imajo za to. A ja? Ja. A ja? Ta Ja. tehnologija. Bi se noro. To je takoj za narezanim kruhom najboljša stvar na svetu. Narezana polenta, že, takoj. To moraš še sam. Veš. Čeprav jaz se najprej spomnim na hrabrnega miška. O A ja, polenti. Polenta je dožerka, ja. Hud je bil. Ja. Ne bom ti povedal, da je na koncu past. Ja, sem hrabri Binšek je bil, to je Poldi rekel. skozi. Poldi, ne? Ja, Poldi je skozi rekel. Kaj bi že Poldi je bil krt? Ja, prav pa ni Krt je greba. bil, ja. Ja, Ja, pa ne zmeraj rekel, ja, prav Ampak pa je bil ni. tak čuden krt, fes je imel gor, tak multikulti krt. ja, je imel, ja, fez gor. Takrat, če to ni bilo problematično. Takrat je bilo še malo čisto spremljivo. ne. V 80-ih so že bili suicide bomberi, ta Ja, prvi. to so nas tako da- pripravljali. Ne? Ja. Ojoj, Mislim, da je to- ojoj. da je bilo to, ali kaj? Okay. A veš to, ali- vajen bivši, ne vem, če je tvoj sodelavec ali- tudi bivši, ne, to je tvoj še. Moj sošolc Celič je imel teorijo, ne, da znanstveno fantastični filmi so sam pripravljajo, da ko bo izres pošli, da ne bomo presenečeni. Ja. Aj, da je vse res, samo da te. Ja, valjda, tisto, kar je Men in Black, je vse res. A veš, Elvis je šel domov, pa te stvari, ne, tako da, ne vem. Ja, sej. Enkrat so slišali luno, Jaz it's not a verjamem. rehearsal. Ok, pejmo na prvo. Pejmo, kje res pridejo. Ja. Ja, Pejmo, kje res pridejo. točno ti to. vesoljci. Pejmo v štoparski vodik po galaksiji. Ja. Prva rubrika, najknjiga. Dragi Slavko, razvrsti jih od 1 do 4. Ker vemo, da si prebral vse 4, Res je. ker si se pripravljal na gostovanje. A se lahko še kaj najprej izpovem, No, povej. da se najbrž ne spodobi, ampak ja, šele pri 42 letih sem prvič prebral te knjige. Nikoli ni prepozno. Točno to. Še manj ni. Leta si pa ta prava zbral. Ja. Leta so to prava. A šel letos tudi na maraton? Ja, pa 4-2, ne bo več 4-2, bo že kar 4-3. A dobro, ja, Okay, okay, ja, pa ne kje bo. še ga prej najdu. Zdaj, razen, če nimaš drug teden. Ne, konc poletja. Ampak Ja, ja, to se da. najknjiga, moram povedati, ker sem bil povabljen, Ja. sem intenzivno začel brati 2, 3, 4, zdaj sem sredi
petke. In če bi razporedil, bi jih 1, 2, 4, 3. Wow. 1, 2, 4, 3. Yep. A moram zdaj še utemeljiti? Ja, če češ. Če ne, pa ni treba. Ne bom še kaj dodal, ker mislim, da večina, vsaj peli tebe, vem, da gre kar po naravnih številah. 1, 2, 3, 4, 5, ne. Ja. No, ampak preskakujem, izvolite. Ja, alo. Ja, se zame si že povedal. 1, 2, 3, 4. Ja. 1, 2, 3, 4. Zdaj, če bi začel s kjerokoli drugo, po mojem, kot s prvo, ne bi danes kle sedel. Tako da... Ja, če bi tako začel, kaj jaz četrto zihar ne pa. Ne, res ne. Jaz sem četrto začel namreč. In se mi je tako preljubil Bog drža, da sem rekel, to bo dobra stvar. Čeprav v resnici četrta knjiga ni bila toliko, kot smo slišali prejšnjo sezono, ni bila toliko, oziroma to še ta sezona. Pa Bog drža res ni, mislim, je res stranski lik. Sam je dober joke. Je Hud dober pečat, joke. veš ti. Ja, mislim, je pa long joke, mislim, ga vleče. Boga drža se ne spomnim. Res ne. Ne. Jaz vsakič, ki ščije zunaj, ki sto mater, se spomnim in unek brisavci. Ja. Ki jih boš ugasnil, se novnec spremenili. Ja. Po jih pa ugasniš, pa se stvar grdo poslab. Poznam Boga ljubezni, ne, skočerja. To sem hotel reči, da nisem tako dobro pripravljen prišel k Slavku, ampak imam pa dolgo zgodovino, ne, s Pelijem, predvsem Pelij je to enkrat v enih srednješolskih letih, on je bil en tak tihi trendsetter, ne, naše družbe, on je skozi kakšne zanimive stvari, ne, ali musko, ali knjige odkrival in potem nosil in to je toliko cajta težil s tem štoparskim. Uspešno učitelj. Ja, da smo ga pol vsi začeli brati in imam še danes doma vse 4, po mojem še kakšno tvojo, ki sem jo posodil, pa ti jo pol nisem vrnil. A tam so? Ja. A boš Ne, te ampak imamo angliško? vse. Ne, angliško, ali pa imam celo angliško, da pridem dan pogledat. Prvo, ja. Mogoče. Jaz pa se sprašujem že Kam 30 zginjajo? let, kje. Sem to pol večkrat bral, navdušeno bral, pa tudi jaz sem pa specialist za pozabiti. Tako da vem, fulejnih takih sočnih detajlov, vedno sem si z veseljem predstavljal to troprso. Vlačugo z erotiko na 6. Z erotiko na 6. Pol se spomnim malo te vogonske poezije, pol se spomnim te babilonske ribice, to sem si zmer želel umetne. Čak se bomo prišli do tega. Pridemo do tega. Ampak vrstnega reda knjig... Pa ta pangalaktični grlores, Ta je ne? bil tudi legendaren. Pa kaj se še spomnim? Pa tistega gradbenika, ki je imel mongolske gene na začetku, Ja, tiste je bilo tako genialno Ampak a napisano. vidiš, to je večina stvari, ki je v bistvu z prve knjige. Ne? Ja. In počakajmo, pa pojmo še do konca krog zi, kako si prej 1, 2, 3, 4. Se Miha še ni. Aj, Miha, ti še nisi povedal. Vrsten red. Da se niti ne spomnim, kako tega vrstnega reda. Ne? Ampak jaz mislim, da je 1, 2, 3, 4, ker večino stvari, ki se jih spomniš, se spomniš iz prvih 2 knjig. Mislim, Pol večino sem iz prve. Ampak meni sem vse. Po mojem si vse. Prebral. Če sebe poznam, sem najbrž težil. Ja. Ne, zihar sem vse prebral, ampak pa najbrž po večkrat. Ne. Pa tudi kdaj še tako vzamem v roko. Ja. Zdaj že zihar 10 let nisem. Tako da, ok, gremo naprej. Pejmo naprej. Ja, jaz sem isto, 1, 2, 3, 4. Jaz bi za to, da bo dramaturški lok malo večji, bi rekel 2, 1, 3, 4, ampak ne morem. Ne. Če zanikaš prvo, ker mi je glih to, kar si ti pač izpostavil, ne vede ali pa vede, da največ to dobrih jokov je v bistvu sta prve knjige. Ne. Ampak še nismo pri najjokih, smo pri najkarakterih, tako da pejmo zdaj na najkarakterje. Druga rubrika, Aljo, začni. Ja. Ja, zdaj sem že na začetku povedal, da meni je bil zmeraj Marvin, mi je bil top model. Mogoče. Koj si ga spisal? Ja, ne spizdo, zdaj to gremo, a ne zdaj. Sej bil žreb, Zato si se označil na mesto. Ne? Flašo resnice, ne. Vedno je tam, veš. V tem stilu, a veš. Ja, pač ne vem, bil je pameten, bil je mal melanholičen. Depresiven, mislim, tako, včasih, ko se z nekim likom mogoče malo poistovetiš. Se pravi, tako kot sem že rekel, želel sem se biti Zaphod, ampak v bistvu sem bil Marvin.
Tako da, tle nek smo. Ne? Vsi mi imamo ta osjećaj. Ne, Ja, 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 Se mi ja, zdi, ja. Da si to tako dobro povedal, da lahko sam. Ja. A ne bi bil Zaphod. Mislim, da bi bil, jaz sem si skozi domišljal, da sem Zaphod. Vsi smo si vsi. Pa ali je to tako genialno povedal, da ja, v resnici smo vsi hoteli biti, smo mislili, da smo Zaphod, smo pa Marvin. Ja, ali pa Artur, še boljš. Ja. Artur, Uglejen gentleman. Dent. Dent, ja. Dent. Ja. Čeprav ti si bolj Artur, glede na to, da si radica, on je bil tudi radica. Ja. Ja. A boš pogledal v telefon, kjer imaš scenarij, pa imaš vse karakterje noter, če se še ne spomnim. A imam to v telefonu? Ja. Telefon imam v drugi sobi, pa se v redu, se bom sigurno koga spomnil. Prav. Lahko ti pa namignem. Ja, Ford Prefect od Zaphoda Bibelbroxa, bratranc, ki je tudi veliko pil. Pa je imel rad zabavo, pa divje štose. Zdaj ti polaga, ne? Ja. Rad je pil. Nekaj ti hoče povedati. Ne, tako kot Zaphod, ki je še bolj rad pil. Mislim, Zaphod si je izmislil pangalaktični grlores, on je res kralj. Ne? Ja, Zaphod je bil predsednik, samo zato, da je ukradel ladjo. Mislim, to, noben od nas. Ne, on je bil prav zaposlen za njegovo področje, bilo odvračanje pozornosti od bistva, ne, če sem pa jaz prav to knjigo razumel. Ja, on je bil tako ene sorte. Vsak predsednik ima točno to funkcijo, da odvrača od bistva pozornost. Ne. Oziroma pele čim dalj stran. V bistvu je bilo ta princip je res vizionarski. Ne. Ja. Se mi zdi, da je to tako zdaj ful bolj transparentno, kot je bilo v času nastanka te knjige. So bili tako še resni, ne? Kdaj je bilo to napisano? Konc 70-ih, ta prva. Ne, no vidiš. Ja. Takrat so bile stvari, a je bila Tečerca že? To smo Ja, debatirali. ja, Če je bila letela, ne. Bila. Ja, no, samo ona je predstavljala glih nekaj drugega kot ta resne politike. Take, ne. Čeprav po mojem so imeli Angleži že takrat, daljša je tradicija demokracije, hitreje ausglajza reč. Ko mi smo šele po 20 letih v resnici ugotovili, da stvari ne pelejo tako, kot so obljubljali z ono Švico. Ker prvih 10 let smo še zihar mislili, da je kul. Ja. A ne, a si ti že prej vedel? Ne vem, prej sem bil malo maren. Prej nam je bilo vse. Prej nam je bilo vse. Bolj nas je za vse skupaj, po moje. Je v bistvu mogoče premlad. Ja. A veš, Tudi možno. v tem cajtu tranzicije, ne, da smo bili v bistvu mi premladi, da bi nekako polagal sploh pozornost na neko tako zadevo. Ne. Mislim, da so te zanimali divji štosi, pa galaktični grlorezi. A bom kakšen večer Zaphod? Ne, mi smo bili v bistvu pahnjeni na tako ful nehvaležno pozicijo. V resnici smo bili, nam je bila zapovedana taka globoka hvaležnost takrat. Ne. Jaz sem bil star 16 let, fotor me je v Svobodu in prišel domov iz bitke pri Požiravniku. Ne vem, kaj je že branil, Zbiljski most. Ne. Tam sicer bitke ni bilo, ampak Požiravnik je Požiravnik pa ne, pa sej, z vsem dolžnim spoštovanjem bil je prejemnik publikacije Veteran vsa leta do smrti. Tako da cenim to, ne. Sej, ampak, a veš, dejansko je bil nam ta format dan. Ne. Zdaj tukaj ste, zdaj imate te jogurte, pa kavbojke, pa lahko greste demokratično voliti te osvoboditelje in živite svoje življenje, ne. In dobro vam bo. Ja. In v resnici se ti je zdelo tako, da bi bilo nespodobno se temu na kakršen koli način upirati. Veš? Mi smo tako glih falili, smo punk, ko smo bili stari 14, smo se malo delali, da smo punkeri, ampak nismo pravzaprav niti razumeli, zakaj gre. A veš, pol so te Titove slike dol pobrali. So dal gor te neke slovenske grbe in pa smo mi živeli ta čudovita leta tržnega gospodarstva. V bistvu nam ni bilo nič hudo, ker smo se večino časa, mislim, zase govorim, udinjali zabavami in divjim štosom, tako da smo v bistvu tudi hitro, a veš, mislim, saj zase govorim, da
ta prvih 15 let sploh nisem opazil, da je zdržavo, a sploh obstaja, kje je ona, živijo, čao. No, a veš, kaj boš delal pri 15, 16, 17, Sej, 18? pa si enkrat 30, neki pa začneš ugotavljati, da malo je neki na tem. Ne, tako da se izpoješ z zabavo in z divjimi štosi. Tako kot se je recimo avtor v 4. knjigi, ne, a veš, ker je v bistvu, te prve 3 knjige so zabave, divji štosi, 4. knjiga je ljubezen, ne, je res čist enoznačno, ne. Mi smo sicer v tej oddaji govorili, da je doktor Roman, ker smo imeli radi une knjige, ker je zabava in divji štosi, ne. Ampak ja, ne. Kje smo bili zdaj? Pri Zahodu. Kar pelte. Ja. Pri Zahodu. Ja, pri najkarakterih. Pa najkarakterih smo, točno. Tako. Ja, Miha, najkarakter. Ja, ta Zahod mi je bil tako bi hotel biti on, no, takrat. Saj imaš prav. Zadnji odgovor, to je to. Mislim, globje, ki gremo oziroma naprej, ker dajmo sami dobro izginjeva iz borda. Artur je še zmeraj ostal. Ne, se bom tako rekel. Gospod Posar je tudi čefrej. Jaz ga bom res rad, ker je bil ure sekere. Se lahko tudi vsi, mislim, več. Mongolski gospod Prosar, ta je res dober. Ja. To je bil pa zdaj v bistvu tiste, o čemer je Miki prej govoril. Veš, v njem je tlela una agresija. Nekaj drugače je bil meren delavc, v bistvu malo uradnika, malo gradbinca, Ja. ampak v njem je pa not pa tlelne. Je bil je. Drugače mi je pa cela ta zgodba, ne, te serije knjig mi je pa tako osupljiva, ne, so več kot zgolj neke zabavne štorije. Ne. Ja, Ta 42. Ne. kaj še pridemo. A kje še pridemo? Ja, kaj še pridemo. Ampak zdaj moramo pa, mislim, ne, se strinjamo, a veš, drugače mi ne bi delali 150 epizod o tem, čeprav v resnici smo ugotovili, da pol cajta govorimo o čem drugem, ampak lej, se zgodi tudi najboljšim. Ja, najkarakter. Ja, jaz bi isto rekel Marvin, ampak ajde, ker je že v dan, gremo Ne, na Arturja. Ne, se ni treba, da je lahko je tudi več, da to vem. Ja. Gremo za dramaturški log, bom rekel, Arturja. Ker tako, everyman, veš. Everyman je potisnjen v situacijo, ki mu lihko razstrelijo rodni planet. To je res. In zdaj pa deal with that, Ja. v lepi slovenščini. V resnici kar, mislim, še dobro, da je Anglež, pa a veš, da gentleman, da to kar galantno spela, ne, v bistvu, Ja, veš. v bistvu je on tako malo stoično spremljal vse, pa poleg tega pa še malo je tako nas kot bralce te malo popelje noter. Kako, malo, a veš, njemu malo razložijo, a veš, to je pa babilonska ribica, kvad se to pa zgodilo. Ja. Tole je pa, ne, zdaj To so vogoni. Tole so vogoni. Oni so ti dom uničili. Tako, te, a veš, malo zgodbe ti malo, Ja. malo imamo enega, na katerega se lahko, ok, ja, to je pa tole malo. Uvedete v zgodbo. Ne? Tako, Ja. tako, nek lepo te noter pelje. In tega, ajde, Artur je. Dober. Jaz moram, če hočem ostati zvest samemu sebi, moram reči, Bog držja, Rob McKenna. Čeprav mi je gospod Prosar res kul lik. Ne samo zaradi tega, ker ima skere nad vrati, oziroma sanja o čumnati s skeram nad vrati, ampak tudi zaradi unga štosa, ki se obrneta Artur pa gospod Prosar v blatu. Tisto mi je genialna šala, ki jo je prevalil Douglas. Tako da zamenjata se, ne? A veš, da gre lahko V blatu, kako ste se izrazili. Ja. Vi znate vse na pamet, modeli. Scenarij imamo, veš, tako da. Pa je dobro to. Pa, mislim, pa dobro, te joke znamo napadati, ki so z prve knjige. Tako da, ja. Slavko? Jaz sem pričakoval, da bo kdo že koga izbral, zato sem si 3 izbral. Pa dajmo. Poglejmo, če še kdo že iz table dol. Ja. Prvi presenečenje, Marvin. Aha. Ja. Zakaj? Jaz sem pa gledal pred leta nazaj, sem najprej film pogledal. Ne? Hoj, groza. Meni ni bil grozen. Da, sorry, ja. Sploh pa, sploh pa v tem glasu Alana Rickmana, ne? Mislim, da je res genialno, potem, ko bereš knjige, vidiš, da zadene ta lik in skupaj s to, kar predstavlja Marvin in njegovem glasu, se mi zdi, da je res kar tak super lik.
Ampak ok, Marvin je bil že zbran. Lik številka 2. Artur. Hvala lepa. Sorry. Poleg tega, kar smo vse rekli, ne, da pač uvede bralca v zgodbo, mi je bil tako simpatičen, ker je Britanc, ker je luden, ker se tebi dogaja, če se identificiraš z njim, res neverjetne stvari, svet se ti podira, postane tako uljuden, se parkrat razburi, ampak tako ja. Zelo redko. Ja, stoično sprejme, kaj se dogaja, rušenje sveta. Ne. Kulti, po medijih dela. Ne. Lik številka 3, Rob McKenna, da tebe gleda. Ali imaš še četrtega, je mogoče zaphod? Ne. Rob McKenna je, bog dežja, Miha. Se mi zdi pa on pač sama pojava, kaj počne, potem natančni opisi dežja, več kot 100 različnih oblik dežja, avto tudi fino to opiše. Ja. Ampak mi je tako simpatičen, ker potem detektivsko samo pazi, da se nekaj ni v redu, nekaj dogaja, dela si lastne dnevnike, dela si analizo, kaj bi to lahko bilo, zakaj ga ves čas spremlja dežne. In to samo odkrivanje je tako, mi simpatično. No? Zanimiv. Tega pa nikoli nisem povezal, da v bistvu ima on, v bistvu si samo pomoč daje. Yep. Ne? Dnevnik pisati je fajn, to je res. Se strinjam. Tudi če je treba sam zadrž, čeprav zadrž ga res ne bi. Ali pač. Če se ti skozi dogaja, je pol to tvoja, ne? Ja. Rekel, to je to, da. Ja. Dober. Smo šli v krog. Ja, ne, čak, se pravi, imaš zdaj vse 3 lahko. Vse imaš lahko. Ja, Prav, v redu, Marvin, narejen. Prav, pa pojmo na naslednjo. Lokacija. A greš po scenarij? A se spomnil? Nam se spomnil. Čak sem jaz spomnil. Ne, nam se spomnil. Ker si ful stvari povedal. Je po moje kar zemlja. Ker ne. Dokler je še bila. In se spet vrne. Ne? To je vedo res. Ja, sem to še ne vemo, čist za kva. Ali vemo, a se ti zdi, če smo glih pri tem, ali se tebi zdi, da veš, zakaj se zemlja vrne? Zdaj ne vem, koliko lahko temu filmu verjamem, če kaj koliko namigne. Ja, se res, to sem pozabil, kaj je v filmu bilo. Ampak ne, bom še kakšen teden v radovednosti. Aha, ok, boš počakal, da bomo mi se začeli o tem sprašovati v 5. knjigi. Bom. Ok, prav. Še več tednov, ko najprej uvod. Se res lahko knjigo hitreje berem, kot vas poslušam. To je pa res. To je res, ja. Veš, zdaj čist drugačen film, ki sem prebral zadnje poglavje 4. knjige in potem ujel epilog. Aha. In je bilo res žal, da nisem tega delal sproti ali pa naprej. Ja, mogoče pa kdaj vse ponovim, za nazaj vse poslušam. Ja, lepo. Bomo veseli. Prav, pa pojmo naprej. Zi. Aha, smo pri kaj najlokaciji. Yes. Ja, Zlato srce. Wow. A to dober si? Zdaj. Ja. Ne, zdaj, ker je pač, ker je res neverjetna ladja. Ne. Zato, ker jo je Zapad ukradel. Se pravi, pa ja, valjda. Pa več manj se pol z njo dogaja vse. Mislim, ona je pol kriva, za kamor vse posod pridejo. To je res, v bistvu skoraj od začetka, pa ja, do konca, ko grejo jesti. Ja, prvi 2 knjigi je de facto originalno prevozno sredstvo. Se tam dogaja vse. Ne? In je res fenomenalna ladja, pa še zgleda kot športni bel športni copat. Dober pogon ima. Ja. Jaz bi se tudi za to ladjo odločil. Neverjetnostni pogon je definitivno dobra reč. Ja, pa to je tak namik na to polje kvantne fizike. Ne? A veš, zato ker ti zavržeš te Newtonove nebuloze. Ne, gravitacija še zmeraj dela, ne, ampak in zaobjameš to neverjetnost, da je mogoče materija v neki korelaciji z zavestjo. Ne. Ja. Pol so taki premiki po prostoru možni. Ne. Ja, on je to blazno dobro razmislil. Ja. Ali se mu je pa blazno dobro usral, ali ga je pa vodil nek neverjetnostni navdih. Ne. Ja. Veš kaj, preveč je bilo teh stvari, takih stvari v knjigi, da bi rekel, da je
bilo čisto na ključe. Ampak hecine, da smo veš, tudi 40 let potem se je začel tako Ja, se to ne. o določenih stvareh govoriti. Ne. Jaz zdaj To res, kronologijo razkrivanja ali pa lansiranja teh nekih hipotez, ki so v glavnem še vedno hipoteze, Ja. ne poznam čisto točen, ampak se mi zdi, da je mož kar par stvari napovedal, o katerih bomo še, po moje, orenk razpravljali v prihodnosti, če ne mi pa. Ja, pa naši zanamci. Ne. Tako da una Pa teorija. vsi bojo imeli neke naprave, s katerih bojo lahko brali. Ne. Tako da una teorija, ne, Ne. odprej, ne, od celiča, ne. A ja. Pripravljajo. Aha, ne samo v filmih, tudi v knjigah. seveda, ja, pa, mislim, po čem posnamajo filme? Pripravljajo se. Po čem posnamajo? Točno tako, ne. Ja, veš, filme posnamajo po knjigah. Nisem knjige dvignil, ampak telefon. Ti pa štoparskim vodnikom tlele. Tako. To ni hec. To ni hec. To se bom jaz danes lotil še enkrat brati. Ja, bravo. Zdaj sem se mal spomnil. Ja. Ne vem, če ti rata do polnoči. To bo dolga epizoda. Lahko pa proba. Ja, ok, zlato srce. No, če smo pa glih tle, jaz sem študiral sem med Žab svetom B, domom vrtincem totalne perspektive, ki mislim, da bi ga vsak od nas mogel enkrat doživeti, še posebej ljudje na vodilnih položajih, ki mislijo, a veš, da te malo zresetira, da vidiš, da v resnici si samo, tako kot je Carl Sagan rekel, ne, vsi smo en piksel na tej sliki. A veš, vsi ljudje, ki smo, vsi, ki smo bili, vsi, ki bomo, vsi smo na tem pikslu. Ne, tako da sem kolebal med tem, ampak ko sta vidva rekla, neverjetnosti pogon, sem se pa spomnil, da meni zelo ljubo stvar, bistromatični pogon. In zvezdno ladjo Bistromat, ki dela pa še bolj, ker na neverjetnost dela pa na, ne vem kako to razložim, ampak dela na razlikah v računih v gostilnah. A veš, to je, ne, tam se verjetnost pa neverjetnost, a veš, to je več kot neverjetnost. Tam se verjetnost pa neverjetnost se sujeta v prah in rečeta čao. Zato, ker ti naročiš 6 perov, misliš, da je to 24 evrov, ampak nikoli ni. A veš, zmer se ti zgodi, da je pol na računu nekaj čist tretjega, kot se ti izračunal. Bistromatični pogon. Ja. To bistro pride, ne od bistro, ampak od bistro. Od bistro, Ja. Se mogoče je bistromatični pogon. Bistromatični pogon, vse to. Ampak se ful lep striž bistromatični, ampak imaš prav bistromatični. 2 leti smo govorili narobe. Ja, Ja, veš, to pa so profesionalci, ki tako je, veš, iz prve. Slavko? Tukaj imam pa samo eno točko, sem predvideval, da tega nihče ne bo zbral. Aha. In je bistromatični pogon? Ne, je pa sorodno z bistrojem. Aha. Je pa... Izvoli. Vem, sam zanima me, če imamo isti misli. Se brez bodo naprej. Pri konju in konjušniku. Kje pa? Je Je pa, da povem, pa moja hčerka zdaj pri tem poglavju, ki je videla, kaj počnem, je vprašala, kaj berem in mislim, da sem navlekel in zdaj bere to knjigo, tako da Nič slabega. prej bo prebrala očitno kot jaz, vsaj poleti. Zbral sem pa Restauracijo ob koncu vesolja. Lepa. Lepa. Še povem, ozadje, gledam rad dokumentarce o vesolju, kaj se dogaja in kar v enih parih sem videl tako nenavadna referenca, ki nisem razumel, ker so razlagali kvantne primere, je bil pa hotel ob koncu vesolja. Kakšen naslov je pa to? Zakaj bi se pa kdo spomnil hotel ob koncu vesolja? Ja, preber to knjigo, pa še razumel sem si pa na koncu sestavil. Ampak ja, Restauracija ob koncu vesolja mi je tako simpatična, ker gledaš konec vesolja, ne? Kako se uničuje, kako se dogaja na nebu te fatalne, končne smrt vesolja, hkrati je to šov, spet iz vsega delamo šov. Spektakel. To se zgleda, kakšen tak hollywoodski, Las Vegaški spektakel, na to me spominja. Kako je ti, ko vse veš te like, kako je ime vodil tega šova, jaz ne vem, sem pozabil že. Super. No. Ta model, ki se potem po koncu kliče svojega agenta, da bi rad višjo plačo. To sem pozabil. Tam je taka zelo ljuba lokacija. Pa še nek dogodek je bil, pa mislim, da bom pa nekaj drugega uporabil. Pri najštosu. Prav, pojmo pol naprej. Aljo,
konj in konjušnik. Ja, ne, to sem rekel. Ja, drugače pa v bistvu prazgodovinska zemlja, ki so jo potem Golgofrečanci naselili, ja, ki se mi zdi, da je res nekako, da smo prej potomci njih, kot te teorije. Ta afriška teorija. Ja. Čeprav niso v Angliji, na Anglijo so padli. Ja, ker pogledaš pač današnji svet, ki dejansko res bi človek rekel, tako je Miha prej rekel, da v tem 70-ih, da še ni bilo vse toliko zavoženo, ampak ki zdaj gledaš, ja. Ne, ampak res je. Tudi, ker ugotoviš res tako, da so te eni pisatelji, ne vem, ali tak je bil Jules Verne, ali pa ne vem, Orwell, ali pa ne vem, vsi skupaj. A veš, so imeli, ne vem, v neke tehnologije in v neke ne vem, bomo rekli, socialne, družbene premike ali kakorkoli, ki bi imeli nek pogled v prihodnost, a veš. Ja. Jih je bilo kar nekaj. Ja. Ali pa skozi se isto, pa se sam vrti. Zdaj je samo vprašanje, ali so vsi te nastavljeni od vesoljcev, da nam povejo, da nas pripravljajo. Veš, za vesoljce je to v bistvu, za nas je long game, od Jules Verna do sem je koliko 150 let. Veš, za enega vesoljca, ki je izumil, se pravi, potovanje po vesolju, to ni štrc. On gre najbrž tudi nazaj lahko. Veš? Pa Galileo to postavil, tam, kam mora biti. Ping. Ne. Restauracija v koncu vesolja je bila super, glizdanče je bilo v Futurami, ki jo gledam zdaj. Ni bilo restauracije po koncu vesolja, sam prišli so do konca vesolja, pa se bo ugotovili, da vse je simpel, vse gre sam nov krog. Tam so imeli drugačen štos, da gre v bistvu nastanek vesolja in konc sta povezana, da greš samo v lup, da pač se vse skozi ponavlja. Davor, in ti ful poznaš podcaste, produkcijo, ne? Ko omeniš Futurama, mislim, da sem slišal, da je v nekem novem slovenskem podcastu. Ja, je bilo, bom dal zapiske. Najtehnologija. Najtehnologija smo? Ja. Ujoj. A povem? Ne, sebi moram, mislim, jih imam ful. Jih imaš ful? Mislim, ja, veš, kjero izbrati. Pejte malo bližje, kaj je Slavko rekel, da slišim zvok. Se upravičujem, sem tebe gledal. Sorry. Da se moram drugače rotirati. Ne vem, Riba Babilonka 1. A veš, štoparski prst, takega ima Ford, ne. Ja. Konc tudi zlato srce, ne. Bistromatični pogon. Vse, mislim. Ja. Riba Babilonka. Tako, evo, če moram eno izbrati, rekel Riba Babilonka. Dobro. Jaz kolebam med brisačo in... Ampak ne, v resnici moram reči, da Pangalaktični glores... Spet še en drug nov bom izmislil. Pangalaktični glores mi je... A to je tehnologija? Kukar je rekla ena kolegica zanč, če se ti nadaje žura domov, spijene 3 pangalaktične gloreze, pa boš prišel dam. Sicer ne boš vedel kako, ampak boš. Živijo neža. Tako da, ja, je tehnologija. Ok. Vzamem. Po mojem, no. Če ne pa, ne, jaz mislim, da nekaj moram imeti, kar je zapho dolga, veš. Ja. Slavko. Tukaj sem pričakoval, da se bo ponavljal, nisem si 3 navedel. Spet. In čeprav sem kar 3. po vrsti, kar bi bilo malo možnosti, da bi bilo ponavljanje, ampak na prvem mestu je bila Riba Babilonka. Tisto, kar je zelo vizionarsko, kar se zdaj res množično uporablja, je pa štoparski vodnik. Ne? Kaj je Wikipedija, če ni to? Ne? Ja, v bistvu Wikipedija pa iPad skupaj. Ja. Potem pa vsem, a pa saj večini najljubši lik, ne? Marvin bi tudi lahko bil tehnologija. Ne? Ja, njegov PČO je vsekakor tehnologija. Ne? Ja, Marvin. Torej, če je riba oddana, potem je Marvina. Ja. All right. Aljo. Kaj pa vem, mislim, jaz bom zdaj tist, ki mi največkrat na vsakodnevno pride,
ki se vsakič znova nasmejem, ki si recimo delam kavo, ne, Ja. v službi, ne, in nutrimatični sintetizator napitkov, ki me vsakič, ki si pri tem avtomatik servisu v avtomatu naročiš kavo, se jaz spomnim na štoparski vodnik po galaksiji, brez izjeme, in to je po mojem, kot Pavlov pes sem, a veš, kam opici in klaš in se spomne na štoparca, pizda, veš. To je res neverjetno. Ve, kaj misliš. In vsa ista žlobudra, jaz sem enkrat v službi gor še napisal pasul paričata, veš, ki sta bila dva. Mene pa zdaj čaj spominja na to, da se ne moreš braniti pred zavajovalci, ker se čaj izdeluje ladja, ne? Ja. Ok, bo to že v dvojki, ne? Zaradi Istega, ja. Zaradi tega dela, ja. Nevaren je lahko, ja. Veš, očitno so v vesolju tudi sintetizatorji napitkov isti, kot na Zemlji. Ne? Ker pač dajo ti nekaj, kar piše, ampak tisto, kar piše, je nekaj čist, mislim, nepribližen. Kako je že? Ne čist. Stvar, ki ni popolnoma različna od čaja. Tako, ja, recimo v tem primeru. Miha? Pojma nimam. Evo, čisti iskreno. Saj si že imel prej tehnologijo. Ne, zato, ker ste vse izbrali, ja, že, oziroma ne, da sem jo imel, ne, to je bila pravzaprav edina tehnologija, ki se je spominjam. Ne. No, Ta neverjetnostni pogon. se ta je res lepa. Ne, čeprav drugač bi bil pa tisti, kar je Peli že prej omenil, ne, tale vrtinec. Ja, vrtin totalne perspektive. Ja. Razen v sintetičnem vesolju. Razen v sintetičnem vesolju. Se je res. Paralelna sintetična vesolje, to pa scenarist ni napisal. Veš, kjer je bil dober joke? A bo odpuščen? Kot vedno. Strike One še ni ponovadi. Ta očala Joe Janta 200, a veš, to so one očala, ki se ti zatemnijo ob nevarnosti. Ne? Ta so lepa. Pa kaj še? Ti bi bile za bicikl tudi dobro. Ja. A veš, sem mislil za bicikl, bi bile zajebane bi bile. Ona vejo, da boš ti fuknil kanorc, ne? In se ti zatemnijo, se ti zatemnijo. Je v redu. In ti je malo lažje pri srcu mogoče. Saj ne vidiš tistega drevesa, ki proti tebi brzine z veliko A hitrostjo. imamo mi že serijsko ugrajena, ni na to ta naša Ja, ne vem, neurokemija. Jaz nikoli nisem šel tako hitro z biciklom, ampak najbrž ja. Vse se ti začne tako, po moje, možgani avtomatično blažijo te obsmrtne izkušnje. Ne. Se ti začne, ne vem, izločati DMT pa podobne prijetnostne molekule možgane, tako da tukaj se ni nič novega majster spomnil. Ne. To je tudi res v bistvu, ja. Ali je bila pa spet aluzija na to, ne? Pa je tako genijalen. Tudi možno. Čeprav, ne, a veš, to foro, da se izogneš nevarnosti tako, da jo pač ignoriraš, je imel tudi, mislim, to je tudi ena od funkcij brisače, tako da ne, ta joke je v bistvu vsaj dvakrat ponudil, tako da tle je imel samo očala, ne. Čeprav, a veš, a je imel Zaphod očala do Joe Janta 200? Ja, Zaphod. Se pravi, mogo imeti dva para, o čem pa tudi nisem ziher, če je imel dva para. Ne. Ker Zaphod, vsi vemo, da je imel dve glavi in za razliko od ustvarjalcev filma, ne Slavko. Ja. Se ti nisi nič kriv. Slavko razpravlja, ne Slavko, ki ga naredil. Ampak edini dve dobri stvari sta Alan Rickman pa Martin Freeman k Arthur Dent v filmu. Mislim, edini dve stvari, ki se jih spomnim. Casting je bil dober. Casting je bil dober, ja. Freeman je dober in tudi Rickman je odličen. In tudi Zaphod je bil dober. Ja. Meni je bil film, mi ni zmotil. Sam ni imel dveh glav. Meni tudi film ni zmotil. Je pa mi bilo to, da je bil nastavljen, da bi se še naprej, pa ni šlo naprej. So sam enega posnel, ker pač je tako bombno in pol so pustili. Ja, to je res. Drugače je bil pa, so bili, ampak vse drug medij, ne moreš vsega. Ne. To je res. Tako da ni bil briljanten, lahko bi bil boljši, mogoče bi bil zdaj boljši, ampak. Najbrž bi bil. Ja. Pa to, se je Matrus prodajo teh pravic za film, pa pa tret. Pa če me spomin navara, da smo v epizodi,
ko bo na vrsto naslednji teden rekel, da smo omenili tudi Botra in ko podvojko. Sam ne vem, kako jih zdaj upeljati. Tako da pejmo na naslednjo rubriko. Ne, veš, kaj je bil glih film, pa ne, sem hotel. Se res, kaj pa zuno, je bilo Amazon dela serijo? Serijo, še zmer Nič, še zmer smo tam. Se naučil, In production. Kiro serijo. Ja, štoparski vodnik, Hulu, Res? ne bi delali. Ja, Hulu? Ja, Hulu. Ne Amazon. Hulu. Pa po mojem. Hulu nima tog budžeta. The Expanse je bil kar lepo zgledal. Expense je bil dober, ja. Zelo realističen je bil. Ne? Ja, Expense je bil dober. Mislim, da smo bili že kdaj v vesolju, ampak Lej, tisti, ki so nam razložili, zgleda. ti zgleda dober, ja. Mislim, zgleda dober, ja. A smo že cajt za naslednjo rubriko? Tako je. Smo bili vsi. Slavko, ti si prvi, po mojem. Ne, ti si. A jaz sem prvi. Hvala, Slavko. Torej, rubrika najcitat oziroma najenovrstičnica oziroma najfraza. No, evo, tle se lahko malo pogovarjamo o tem, da v bistvu so največ for pa največ dobrih štosov, kot smo prej ugotovili, je v bistvu iz prve knjige. Ne. In ta z Bulldog, mislim, že zato, da se začne tako, da ti planet raztrešča, je super. Sam, da ti ga raztreščajo zaradi gradnje obvoznice, je pa res absurdno. Ne. Pa da v bistvu glavnemu liku še preden planet raztreščajo, sesujejo bajto zaradi gradnje obvoznice, je pa še bolj absurden. Tako da, ko smo glih pri tem, je moj najcitat, to mora biti zaradi četrtka. Četrtkov že od nekdaj nisem dobro prenašal. Dobro, da je danes sreda, ne? Oziroma ponedeljek. Ja, zdaj pa poslušalke in poslušalci vejo, da ob sredah snemamo, ali pa ne, ker ne vemo, če... Včasih smo tudi ob četrtkih. Sam res. A to unite slabe epizode. Ne. Kje, a to obstaja? Ne. Okay. Jaz sem si pa tukaj bom pohvalil, ker ponovadi v tej vdaji poslušam, scenaristi niso pohvaljeni, bom pa pohvalil scenarista, ker je naredil veliko možnih citatov. Moram priznati, da sem kar med temi izbiral in izbral sem tega. Smešno, je rekel z grobim glasom. Misliš, da to življenje že ne more več na slabše, pa se mu lepo sreči. Marvin, seveda. Ja. Spomnil sem se še en boljši citat. Ne. Ladje so vesele na nebu skoraj natanko tako, kot opeke ne zmorejo. Ta je bil tudi lep. Če v angleščini je še lepši. The ships hung in the sky much the same way that the bricks don't. Ta je res lepa. Aljo. Jaz tudi bil daunga, ki ga sem večkrat, sicer mogoče na robnem kontekstu v gostilnah uporabil, da življenje v vesolju tolikšnih razsežnosti si ne more privoščiti občutka za mero. Jaz tudi. Ta je res najboljši. Ne? Ja, sam res. Ta je kar zvaga. Ta je res najboljši. Ta je kar zvaga. Ta je na kožo pisan nam brezmerne žene. Zakaj smo samo mi tri fulno vdušeni? Z razlogom. Z razlogom. Mislim, se še kakšen drug najde v tem Neč citatu. posebenega, no, kaj ne rečem. Sej to. Mislim, se še kakšen drug najde, ampak ni za vsazga. Niso sazga, ne. Za kakšne sestanke, ne. A si rekel dvakrat ta zdaj, le? Ne, heto se. Šala. Ja, jaz bi mogel biti zdaj, ne. Ja. Ampak bi bilo zelo fajn, če bi te zapiske prinesel. Ja, pa sem rekel, da pejt po zapiske, ne. Ja, pa ne, ker mi je brez veze, až pol vse nekaj blefiram. Se v redu, Jaz pa sem se, če pač se nisem strinjaš, bil pripravljen, malo se upravičujem auditoriju vašemu, ne, ker sem dragi malo sem kolega, poleg, kot bi rekel moj friend. To je naslov podcasta. Ja, dragi da se kolega, opravičuješ. upravičujemo se za vse nevšečnosti že v naslovu, tako da tukaj- upravičilo sprejeto, ampak ni potrebno. Ne, sej, če se strinjaš z Aljotovim predlogom, je se mi super. To mislim, meni je malo žal, da sem se... pustimo. Pejt.
Jaz mislim, ene par ne bom jih citiral, ker sem tako, kot bom iz glave. Mislim, to v brisačah mi je bilo, ali pa kako recimo narediti pangalaktični grlores. Kaj je res lepo. Ja. Vse te so taki fajn. Ne bom jih bral, Ne, pejte pogledat. v bistvu, to sem ugotovil. Spomnim se jih, pa jim bom delal krivico, ker če bom probil iz glave. Da ta prvi so, v ta prvi knjigi je res teh takratnih. Uležite se kar v blato mislite? Ja, kar. Pa tak. Vse te, mislim, kako si rekel. Prva knjiga je cela za citat, mislim, tukaj je. Ja, prva knjiga se bi dal. In tudi prvo poglavje ima ene maljavžen. Prvih 5 poglavij je v bistvu največ, oziroma citatobilnih je še je to beseda. Še ta ne z letenjem, tam je tudi dobro ratala, recimo. Čaka, smo bili že vsi zdaj. Smo naredili okrog. Smo, ja. Ta je tudi dobra, da je letenje umetnost oziroma finta in da je finta v tem, da se naučiš vreči na tla in zgrešiti. V redu, kam pa zdaj še najštos? No, se to je v bistvu skoraj isto, samo da je mal, to sem dal noter, oziroma scenarist je dal noter, samo zato, ker sem vedel, da bo teh citatov /for ful velik, ampak spet jih je ful velik iz prve knjige. No, pa bom nekaj iz druge knjige. No, daj. Iz druge knjige in sicer v tej restauraciji, ki sem jo že prej omenjal, koncu vesolja, kjer si, ne vem, če to štos, ampak meni tako, kar ne me rekel nagovoril, ampak mi kar ostajajo spominil, restauracija, kjer odrežeš svoj kos mesa na kravi. Ker se pride sama ponudba. Tako. Je štos, Angleži imajo celo ime za ta joke, ampak sem ga pač pozabil. No, in Arturju še sama svetuje krava, ki je najbolj pametno, da jo zareže, in je potem čist frapiran in presenečen. In sem se vprašal, če kdo ob tem, ki je to bral, postal vegetarijanc. Ob tolikih milijonih knjig mogoče pa kakšen ne bil. No? Možno, da je, ampak... Ja, ampak zanimivo, nekam v pol tudi postavil vprašanje, ne? A veš, mislim, a imaš rajš kravo, ki se sama pač ponudi za hrano, ali da jo ubijajo pač enostavno za hrano, ne? A nekaj v bistvu Artur čist narobnega, ne, no, to pa nam jedu, ki se sama ponuja. Ne, raj še eno ubijamo, ne, pa ti jo pol privlečemo. Ne. Ja, ki je šla neprostovoljno. Tako je. Ona je sprijaznjena, ne. Ona je pomirjena. Pač. Jaz sem zato tukaj. Da me ne šnicel. Ja, ta zen je v bistvu v knjigah, mislim, mogoče ne v prvi čist, po drugi, ampak tretji pa četrti je pa več tega, ne. A veš, tok pa reka pa... Ne. Pa se to je verjetno s tem prihodom nekega New Age-a takrat v unih 70-ih na zahod, ne, pa zen tam po Ameriki, San Francisco pa to, ki so začeli to dovajati v bistvu z vzhoda, ne, poleg tega, ne, še razne psihedelične droge, ne, ki so bile v bistvu pol neka instantna rešitev istih problemov, kot si jih je ponujal, ne vem, zen, ne. Sam pač pri zenu moraš, ne vem, 30 let gledati v steno, tam je pa to... Čvak. Pri DMT-ju, ne, v 15 minutah rešiš isto zadevo, ne. Ja. Tako da ja, veš, to je... Pa mi imamo radi ti, one pill wonder. Zdaj imaš tableto, pa je v redu. Seveda, ne, ker smo pač instantna družba in ne, se vidiš pa... Sem to se je ful, a veš, to one pill wonder, to se, rabili smo točno 50 let, še ne več, oziroma mogoče 100, odkar je Bayer, ne, ker pred 100 leti je Bayer še kokain reklamiral, da je ta najboljša stvar za glavobol. Najdel sem eno glas, enkrat en slovenski celo. Pa je kdo probal? Da je zobozdravnik, da prav, da bo ublažil bolečine. Pa ni ta novokain je en derivat kokaina, ni, ki so ga uporabljali za te... Kje? Včasih, mislim, ni za to. Mogoče sem nekaj spomnil to. Da je bilo za proti bolečinam. Ja, to pa je bilo. Mislim, da je bilo to nekaj. Zdaj mogoče. Vse možno. Mogoče se narobe spomnim, pa ako so lagali mene, ja lažem vas. Ampak mislim, da ta novokain je ta nek... Pa itak so vse opijati, tako da pač
Ja, sej sam debuta, pa da je na recept. Z družine, ista familija, ne, v bistvu. Ja. Tvoj najjači štos. Jaz bi v tem krogu sam še dodal eno, okej. ker se službeno kar dosto ukvarjam s športom. Pa mislim, da jih ene par poznam, ampak nisem pa vedel, kako nastane kriket. Ne. To mi je bilo pa zelo zanimivo. Krikeške vojne, ne, to bi bilo pa zelo zanimivo. Ja. Aha, Brati, ja. ja. Tam je bil simpatičen štos. A že imel najštos? Ne, zdaj v bistvu nisi mi nič vzel. Tako da ta političen, no, tak, ki nam ga je tudi predsednik prebral, da so ljudje, ki si želijo vladati, da tisti, ki bolj, ki si želiš vladati, manj si primeren za to mesto. Primeren za to mesto. To je res. Bi kar tako bi mogli. Mislim, mogoče ni bil štos, je pa preklet resno. Ja, Pa sej najboljši štosi so tisti, ki imajo so prav zelo malo It's resni. funny, because it's true. Ja. Zdaj je Peli pogledal Mihata. Ja, za vse, ki gledate na YouTubu. In ga je tudi mečkan, pogled je zaustavil na njem. Hecam se. Ne. A veš, sej prej bil citat, pa što, sej Mih je že povedal. Ja, valjda. Ja. Je dober zgled. No. To bi mogli videti. Če bi To tukaj, bi mogli videti. mislim, pogledajte na YouTubu, ful je dobro. To je zdaj drugič v 150 epizodah, ki bi nam video prav prišel. Ali kaj, hočeš Drugič, reči? ja, drugič. Ker prvič je Ja. bilo kasti, ne vem, kaj je bilo. Pustimo. Ja. V redu je. Najbolj što sfora, jaz bi rekel prvo poglavje. Tam sem se najbolj od Leoparda, ki je bilo opozorilo za rušenje. Ja, prvo poglavje v bistvu. Prvo poglavje meni je cel. Mislim, to je tako odpreš knjigo. Ja, Je to je res. tako, To je res. je joke na joke, ki se nadaljuje na joke. Mislim, ga pol obrne. Samo vod je. Ja, Že samo vod vse tisti, je ki razloži briljanten. v zakotnem Tako. delu vesolja. Ne? Nepopularne galaksije, Tako, ja. pa da je bilo vse zavoženo že na drevju. Tako, Ta to je del, vse. pa nesrečni tutuni z digitalnimi urami in zelenimi papirčki v žepu. Ne? Pa Ki da so ga tolkali mislim, to je pa karma, veš ne. Najprej se je norca delal z njih, pa saj tri knjige je nam navlekel zaradi zelenih papirčkov. Ne. Tri ne, Dve. pa zih. Ampak lej, tak svet je. Tudi tretja je bila za enega Porsche, veš tako da. Ker je bila že za več Porschov. Svoj idealizem je tako kot vogon vrgu kota. Ne? On je priročnika, ki ga je imel. Se mogoče pa to tema za Miho, ki zna uspešnice pisati, ne, knjižne. Čak, to mu da pol, znam. ne prehitevi. Ja, mislim, saj ena je bila, ne vem, kako je bila vnaprejšnja. A je bila toliko uspešnica, kot ta? Mislim, kot ta zadnja. No. Oslavko bo vedel. No, v zadnjem krogu, ne. Okay, prav, v zadnjem krogu. Ja, a je bil Buldožer tudi v tem prvem poglavju? Seveda. No, Seveda je to bil. sem jaz hotel imeti. Rumen. To sem jaz hotel imeti. Rumeno mu je zaplavalo. a Ja, veš, to je bilo, Večkrat. ta je bila res dobra. Teme. Ne, ja, moram še povedati. Pardon. Ne, bom eno drugo zbral. Kita pa lonc petuni. Tudi lepa. Ker je v bistvu ne samo zaradi tega, ker je zelo lepa, ampak ker je pol razpele čez 3 knjige. Ne, v bistvu. Ker je pol lonc petuni srečamo v 3. knjigi, ki hoče ubiti Arturja Denta, ker se izkaže, da je bil lonc petuni v bistvu večkrat reinkarniran gospod. Ja, pol na koncu tudi gospod, ki ga je na kriket kortu ubil. Spet smo pri kriketu. Ki smo pri kriketu. Ne? In da je v bistvu od muhe do ne vem kam je šel, ne? In vse je bil Artur Dent. Ne? Tako da ta je bila res lepa. Ta je bila res lepa. Mislim, tako na dolg jo je vlekel. Popa. Tako da, ja, ne, se vidiš, ja, pa ne vem, se vidiš TikToki, 1 minuto, ne vem, vse živo. Ne, pač ne zmoremo, vse so bile zanč neke statistike, da zdaj ne zmoremo sploh več nekih dolgih tekstov brati, pa vse skupaj mora biti to, ne vem, skompresiran na neko, da ne znamo več, da sodobni človek ne zna več pozornosti držati. Jaz mislim, da bo montažer potem to epizodo kar razdelil na več krajših epizod. Ne? A misliš, da bi to naredili? Naredil, ja, montažer, dobro tukaj. Slavko, odlična ideja.
Moje podatki kažejo, da je debata o življenju vesolju in sploh vsem dolga vsaj še 42 minut, tako da jo objavim drug teden. Dober? Dober. A smo? Po moje smo Pa neki. končajmo. Dajmo še outro, draga Poba. Ja. Najlepša hvala, ker nas poslušate čisto do konca epizode, v kateri smo imeli prvič gosta. In ne samo enega, ampak dva. Hvala pa tudi vsem, ki nas poslušate in podpirate. Pa debatirate najraje na Discordu, lahko pa tudi na družabnih omrežjih, kjer smo posod afno upravičujemo se. Z vami smo bili Aljo, Miha, Peli, Slavko in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, pika si. Napiše,